Martin Kojc, prebujajoči se človek. Žabi je na razpolago samo tisti vidik, ki mu ga ponuja mlaka, v kateri živi. Njeno obzorje se lahko razširi šele takrat, ko ji uspe priti iz luže, v kateri je doslej živela. Tudi Zemljan živi v podobni luži. Vse, kar leži izven obzorja te luže, mu ostane skrito. Zazna lahko samo to, kar mu pokaže njegovo omejeno vidno polje. Tudi sklepa lahko o vsem le iz tega majhnega, omejenega vidika. Tako se dogaja, da človek, ki je vezan samo nase, vidi marsikaj v življenju drugače, kot je v resnici. Posledica tega je, da si zgradi navidezni svet, ki ni v skladu z resničnostjo in ga zato tudi ne zadovolji. Na ta način se v človeku rodijo ideje o obstoju slabega in nezaželenega. V svoji nevednosti in omejenosti si je omislil slabo in nezaželeno kot obstoječe in nanj delujoče. Ob pomanjkanju boljšega znanja si je svojim omejenim razumskim mišljenjem kratkomalo spesnil slabo in nezaželeno. Misli pa so edine resnične sile. Kar si je predstavljal kot slabo in nezaželeno, se zato tudi dejansko pojavi v njegovem življenju. Jasno je, da človek ne mara tega slabega in nezaželenega, ki se je pojavilo v njegovem življenju. Zato poskuša to, kar si je ustvaril v svoji nevednosti in omejenosti, odstraniti. Tako se, ne da bi se tega zavedal, bori proti svoji lastni fantazijski tvorbi in s tem proti izdelkom svojega lastnega duhovnega stvarjenja.